Ministrstvo je pripravilo osnutek prenovljenega zakona o varstvu okolja in ta, prenovljeni zakon o okolju v bistvu konceptualno pa pravno sistemsko ostaja enak veljavnemu, kar pomeni, da je mnogo rešitev in mnogo ureditev je takšnih, kot je sedaj, se bistveno ali pa se sploh ne bodo spremenile. V prenovljenem zakonu smo na novo uredili nekaj področij, ki bi res pa kazalo omeniti ali pa izpostaviti. In sicer na poseben način oziroma drugače kot je v veljavni zakonodaji smo uredili stečaj podjetja, predvsem stečaj podjetja z vidika prenosa odpadkov, onesnaženih nepremičnin oziroma odlagališč odpadkov, kadar je v stečajni masi, kadar so te stvari. Potem smo na drugačen način oziroma smo na poseben način uredili združevanje postopkov, kar pomeni, da bo lahko investitor na svojo lastno zahtevo združil vse postopke izdaje okoljevarstvenega soglasja, okoljevarstvenega dovoljenja in gradbenega dovoljenja, kar pomeni, da bo to v bistvu en postopek in eno dovoljenje, ki bo v tem primeru okoljevarstveno dovoljenje. In popolnoma na novo smo uredili obveznost in sanacijo v preteklosti onesnaženih območij. To pomeni industrijskih območij, odlagališč odpadkov in pa podzemnih jam. To so tri področja, ki bi kazali izpostaviti in ki so v tem zakonu bolj si popolnoma na novo urejena ali pa so predlagane bistvene spremembe od veljavne zakonodaje.